Torej, še enkrat pozdravljena oba. Ja, lepa večer. Čez nekaj dni, natančneje 9 dni naše loči, ko bomo obeleževali 29 let, odkar so se zgodili prelomni dogodki in ko ste, gospod Kmetič, skupaj s svojimi somišljeniki organizirali stavko, ki je pustila izreden pečat v naši moderni zgodovini in se je bivši režim začel sesedati sam vase. Poleg tega pa se takrat nedotakljivim funkcionarjem do dobra zatresti tla pod nogami, ter ste dosegli, da so se jim zašibila kolena. Pa me kljub vsemu zanima, zakaj ste svoje spomine na te dogodke, na katere ste lahko več kot ponosni, zbirali celih 25 let, da ste jih pričeli deliti tudi z mlajšimi generacijami in papirnati obliki, ter tako predstavili svoj pečat, ki ste ga pustili v naši zgodovini. In ali vas je k temu spodbudil tudi gospod Blažič? Sigurno. Ja, lep pozdrav z moje strani. Ja, si že v bistvu odgovor povedala. Mi smo hoteli, preko že 15 leti znotraj sindikata strojevodi napisati te spomine. Sam o sebi pisati te spomine, prvič je to preveč okorno, drugič, ne vem, nismo smatrali, da je to glih higienično, vendar je pa zadeva bila zanimiva v lanskem letu, ko me je pa Gašper poklical in rekel, da danes bo predstavitev knjige moji zapiski od mojega nasprotnika v tedanjem času, direktorja ŽG Ljubljana Jožeta Slokarja. In v bistvu, ko je on v tej svoji knjigi izjavil par trditev, ki so popolnoma zlagane, neresnične, med njimi tudi trditev, da smo v tej stavki imeli sponzorja, sem ga jaz vprašal, sem rekel, odkot mu ta informacija, odnosno naj mi pove, kdo so ti sponzori, da se jim zahvalim. Kajti skrajno sem neodgovoren ali pa nekvaležen, da ne rečem hvala tistemu, ki mi je to pomagal. On mu pogleda, pa prav, jaz sem napisal svojo knjigo, vi napišete, odnosno ti napiš pa svojo knjigo. In tle je bil zdrav Gašper Blažič, beseda na besedo in zadeva je stekla predvsem s pomočjo mojega prijatelja Gašperja Blažiča. No, gospod Blažič, kaj pa je vas pripeljalo do tega, da ste se odločili, da boste s pomočjo gospoda Slavka Kmetiča tiste pomembne dogodke slovenske novejše zgodovine strnili v knjigo in tako mladim približali dejstva, zaradi katerih danes živijo v samostojni državi, kajti brez tega bi verjetno bili še danes tako rekoč služni takratne ureditve. Ja, zelo zanimiva zadeva. Jaz sem zato velikokrat sem bral te knjige o osamosvajanju Slovenije, slovenski pomladi, uvajanju demokracije in tako naprej. Ampak nikjer pa nisem zasledil tega dogodka, v bistvu zdaj sploh vedel nisem. Potem se je pa zgodilo tisto slavno oblikovanje za Tomaža Ertla. In kaj je temu sledilo? Sledila je kontrareakcija in takrat sem slišal prvič, da je o sindikatu strojevodi, ki je takrat to miting resnice pripečil, ker v bistvu to oblikovanje se je nanašalo na miting resnice in pa pravzaprav še vedno nisem imel kaj dosti pojma in sem tako, zadeva je malo tako zaspala. No, potem pa prišla ta naša 25-letnica osamosvojitve Slovenije. Nekje 14 dni pred tem sem v svojem poštnem nabiralniku elektronskem dobil neko obvestilo o Slovenskih železnicah, da bojo predstavljali knjigo z naslovom Listi iz dnevnika. Tako je naslov te knjige. Ni problema, ampak pa je bilo tam nekaj tudi omenjena stavka strojevode in sem rekel, to mora biti pa zanimivo. In nekako nakonsko sem takoj preposlal ta mail Slavko Kmetiču, s kateri sem delal par intervju, pa se tudi v stavki niso prej nikoli pogovarjali. Niti ga nisem spraševal, sem rekel, to bo pa zanimivo. Sem rekel, grem na predstavitev to knjige, bilo je to 21. junija, 4 dni pred obletnico, našim jubilejem. In potem bil je tak vroč dan in tam sem rekel, pa to bo pa zanimivo, ker sem videl, da je Slavko bil to in da je verjetno še koga pripeljal od teh svojih kolegov. Sem rekel, to bo pa vroče in takrat je tudi bilo kar nekaj vročih debat in malo sem mu pač veselje pokvarjal Jožetu Slokarju. Jaz sem sicer slišal za Jožeta Slokarja, predvsem kot člana zvezne vlade, verjetno se spomnite, zadnje jugoslovanske vlade odnosno SFRJ, to je Ante Markovićev predsednik, potem so bili 4 slovenski člani, Živko Pregelj je bil podpredsednik, eden od 3 podpredsednikov,
potem so Jože Slokar odgovoren za promet, predlagal ga je celo, morate se misliti, Slobodan Milošević, ne? Potem, mislim, da so bili še Darko Marin, pa Franc Feri Horvat za gospodarske zadeve, kasneje se spomnite, da je bil tudi poslanc in celo kratek čas predsednik državnega zbora, no kakorkoli že. Šel sem na to predstavitev in tam je tudi Jože Slokar je pač kot bivši direktor železniškega gospodarstva Ljubljana, to je danes Slovenske železnice, nekako pljunil na karbit, ko je rekel, da pač ne svoje, s knjigo nad knjigo, bi rekel Mitja Ribičiča, ne se tako naredi, ker Slokar vendar ni bil kdorkoli, bil je tudi član Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, to pomeni visok partijski funkcionar. Bral sem sicer to njegovo knjigo, tam vsi nekako malo tako zakamuflirajo to partijsko usmerjenost, malo hočejo omiliti, se naredijo malo Francoze, malo kristjane, malo tako naprej. Ja, in potem, ko smo po tej predstavitvi, jaz sem sicer knjigo vzel in prebral kasneje, mi smo šli na kafe, takrat s kolegi srevodi sem jih par spoznal, bilo je zelo zanimivo in sem se mislil, kaj pa, če bi, ker glede na to, da je ravno Ivan Oman je v tistem času je tudi išla knjiga o njem, v bistvu intervju z njim knjižni, sem rekel, kaj pa, če bi jaz nekaj podobnega s Slavkom Kmetičem naredil, Pa sem začel poizvedovati, ali je že kakšna knjiga išla v Slavki strojevodi. Nič od tega. Zdaj, kot je bilo prelomen dogodek, ker takrat so se pač funkcionarji, tako rekoč, če povem malo po vulgarno, usrali. In tako je prišel pravzaprav do nastanka te knjige in jaz sem ravno danes, zdaj se z vlakom vozim vsak dan od Celja do Ljubljane nazaj, se ravno razmišljal, kako sem pred letom dni decembra na tem zelenem vlaku, starem zelenem vlaku DMG 711, listal tisto pripravo za tisk, potem knjiga šla ravno zdaj v tem času, pred enim letom je šla knjiga v tisk, tam smo še krtačno tiste gledali in je potem to šlo ven. Nekje po novem letu smo knjigo dobili z tiskarne, še z letnico 2016, tako da je šlo 28-letnici tega dogodka, je knjiga tudi šla, ampak se že nekaj novega pripravlja, slutim. Kot pa nam je večini tukaj zbrani, a ste želi še kaj? Ne, v redu je, hvala. Jasno, takrat izpeljati stavko ni bilo samoumevno, ampak je bilo morda celo izzivanje usode in zelo pogumno dejanje. Zato me zanima, kako ste se vi takrat, gospod Kmetič, spopadali z vsemi pritiski, ki so se v sami pripravi na stavko vršili na vas in potem še po sami stavki. Tu imam predvsem v mislih takratno službo sekretarjata za notranje zadeve, ki ga je vodil zloglasni Tomaž Ertl. Verjetno vam je bilo še kako jasno, da vas zaradi tega lahko pošlje za zapahe, ali pa kot je bilo to za takratni sistem zelo znano, izginete neznano kam. Kako ste se spopadli s temi dejstvi? No, verjetno tudi zaradi moje narave, ker jaz sem na en način en kolerik, odnosno bolijo me krivice, pa laž. In jaz vedno tam, če se to dogaja, pred očmi javnosti pa to uskipim. In prvič se je moja zgodba z miličniki odvijala leta 1980, kajti mi moramo veriti, da je ta režim prejšnji imel 7 let debelih krav od leta nekje 74 do 79, ko so prihajala tuja posojila, predvsem pa ogromno nakazila z domcev. Takrat je bilo denarja dovolj in takrat so to stvari potem te tozde, dogovor na ekonomijo in so mislili, da bo zgodba večna. Ko se je po 79 to ustavilo, je pa začela zgodba, padati. In prvi smo to občutili na železnici. In že 1980 leta, nekje maja meseca, zbor delavcev, cene so zrasle čez noč za 30%, plače obstale, ker tudi ni bilo potem še mehanizmov za dvigovanje, odnosno potem, ki je bila velika inflacija naprej, se je to na en način sledilo. In dejansko je bilo veliko nezadovoljstvo, se je bilo cirka 100 ljudi v sobi, vsi smo upili eden čez drugega, zahtevali večja plača, partijski funkcionar nas je miril, rekel, bodite pridni, bodite mirni, prav leta v Nemčiji imamo Bader-Meinhof, to teroristično celico, v Italiji rdeče brigade, pri nas imamo pa mir, vse laufa, no jaz pa ostanem po konc, s neko nekaj se zabavati, s neko Poljaki, treba se pa Poljaki, Poljska solidarnost, pa Valensa, in ko Poljaki so se zbudili, daj se bomo mi, pa potem se neko boljše živeti en dan kot lev
kot stole, kot ovca. Ne? In zgodba je bila končana, evo, drugi dan, partija sestanek, dosje Kmetič. Kaj sem zdaj povedal? Da sem kao vznemiril narod. Tretji dan, ne, ob 2 popoldne sem imel moj nastop službe, pelak bi moral ekspresni vlak za Zagreb, ki prihajajo iz Švice dol, ne, Simplon Ekspres. Evo, tam pred Korilnici, ki je strojni mojster, smo moj kolega, ki je v televiziji, 3 miličniki. Ste vi ta pa ta? Ja, vi pa doma smo ta vlaka vozili z nami na policijsko postajo Ljubljana center, na zaslišanje, ker me je partija prijavila, čeprav se pod to ni hotel noben podpisati, sekretar partije, potem vsi se sprenevedajo, ne. Ja, jaz nisem podpisal, oni so pa prišli, ne. In me odpeljajo na milico, 3 ure zasliševanja, ne, kao zbir naroda, evo, če 14 dni že sodnik za prekrške, ne vem po katerem členu, ampak je bila ena mlada sodnica, pa imel sem par prič, da smo potem to zrelativizirali in v bistvu nisem nič dobil, ne. Ampak, da pa stresen, ne, nič nisem naredil, zahtevaš to plače, kaj bi se danes naredil, če bi vsem v tej Sloveniji za 30% znižali plače v evrih, neverjetno bi se vsi skrbuli, ne. Prati pa to normalno, da so znižali, in vsi mogli biti tih, ne. Mislim, to je bila prva zgodba. Pri taki inflaciji, ne? Ja, seveda. No, ampak v bistvu, kaj je bila, preko naša, tu bomo tudi napisali verjetno v naslednji knjigi, ne. Jaz sem, hvala Bogu, v Ljubljani nisem bil sam tak. Nas je bilo v ljubljanskih strevodih, ki vi morate vedeti, da strevodje smo bili razdeljeni na 5 tozdo po celi Sloveniji. Maribor svojo, Divača svojo, Jesenice svojo. Ljubljanski toz smo bili pa eni in isti. Znotraj tega tozda smo mi ustvarili, rekel, eno osnovno celico sindikata, ko nismo noter pustili ne šefu, ne partije. Nas je bilo cirka 5-10 takih, ki smo se non-stop opirali, ki vi morate tudi vedeti, kaj je bila grozljivka. 75. leta je bila ta žagrebška nesreča, je bilo 159 mrtvih. In takrat se je sprejel zakon, ki je rekel, da strevodja lahko vozi samo 12 ur. 4 ure pa potem gre lahko domov, tako 12 plus 4, 16. To se je spoštovalo samo na Hrvaškem, v Sloveniji nikoli. In dejansko vedel si, da greš v službo, nikoli nisi vedel, da boš končal. Jaz osebno imam rekord 25 na lokomotivi, rekord posameznika pa 56 ur. Non-stop na lokomotivi. Vidijo sicer sam, doma nijemo nežena pa otrok, splet okoliščin in če ga ne bi rekel mašinmajster dojaj spravil, je verjetno on še gore 100 km počival, spal, ni skozi vozil, to moramo vedeti. No, ampak problem je bilo ogromno, ne, in ta celica sindikata je non-stop, rekel, na te stvari upozarjala in najbolj smo bili poudarjeni 84 leta, ki je bila pa Divaška nesreča, 31 mrtvih. In zdaj smo mi v Ljubljani morali zaščititi strevodje iz Divače, ko sploh ni bil član našega sindikata, pa celice. In takrat smo postali širše znani, pa tudi v bistvu moja sreča je, pa nesreča je bila to, da je bil moj oče v bistvu partizan. Jaz za njih nisem bil kao sovražnik ljudstva, ampak motnja v sistemu. Ampak ni bilo pa to enostavno, ker odgovor je, v bistvu, včasih sem že rekel, kaj mi je bilo tega, da sem jezik odprl. Ko mar bi bil tih, pa bi bil vse v redu. Ampak narava stvari je močnejša, tam se dogaja krivice, pa to greš naprej. No, zadnje leto, 88, je bilo pa izjemno stresno. Tu pa ne vem, če je še kjer v življenju, ker mi so bili 3, rekel, te glavni. Kokošen Franci, ki je na televiziji bil, en Kocijan pa jaz. Zdaj pa, da so nas razbili, mene so postavili v Zidan most, Kokošar je postal, ni bil v strevodju, je bil nadzornik lokomotiv, eden je bil pa kontrolni strevodja. In to je leto dni na en način so to zgodbo merili, potem se je pa spodrečili. Ampak 88. leta, jaz sem končal službo v Zidanem mostu iz nočne, šel v Ljubljano, bil crvan v Ljubljani, drugi dan sem bil frej crvan v Ljubljani, tretji dan v službo, vojsk, tako naprej v Ljubljani. Non-stop se nekaj stvari dogajale, ker bes ne me pa prevladal. In takrat se je prvič naredili, da so v bistvu se ljubljanskim strevodjem pridrževali tudi strevodje iz cele Slovenije, kot da je ta, rekel, kritična masa prihajala v Ljubljano in zahtevala ukrepanje. No in tu bomo potem verjetno naprej. Hočem reči, bilo je težko, ampak sram me je več bilo, vozili smo pa rekorde, mi smo vozili 28 milijonov ton, 30 milijonov potnikov, takrat, če ni bilo, rekel, ne konkurence v tovornem prometu, ne v potniškem, se pravi, ogromno smo delali, denarja pa ni bilo. In na koncu, kaj se je naredil, mi smo imeli samo pravno interesno skupno že železniški luški promet, tudi to je specifika komunizma edinstvena, ko so morale firme pri vseh svojih obremenitvah odvajati 1,5% za železnico in luko in preko tega so se financirale vzdrževanja tirov in tako naprej. In ko enkrat to firma niso hotela več plačevati, prosto je inflacija izničila,
se je tudi ta zgodba ostavila. In danes imamo stanje železnic takšne, kot je, posledica, rekel, gnivega sistema v preteklosti. In vse to smo videli, ne, ko smo zahteval večjo plačo, so ti pa rekli, bodi vesel, da jo dobiš, ker slovenski delavci zbiraj denar za tvojo plačo. Sprav, moja vožnja vlaka, 1200 ton tovora, ne pomeni nič, ne, ampak mi je nekdo podaril denar, da sem lahko sploh plačo dobil. Noro, izkrivljeno, nemogoče, ampak tako so nas v bistvu ne uhvatili pamet solidno. Kot nam je povedal gospod Kmetič, vidimo, da so bili takratni represivni organi zelo surovi in niso zbirali sredstva za dosego političnih ciljev. Me zanima, kako vi, gospod Blažič, kot novinar, gledate na takšne ravnanje takratnih organov v primerjavi z današnjimi službami, ki služijo oziroma naj bi služili za zaščiti ljudstva, kot bi moral takrat tudi sekretariat za notranje zadeve, a je raje skrbel za zaščito političnih elit. Ja, jaz pravzaprav bom nekoliko širše poskusil odgovoriti na to vprašanje. Ne. Pozujem te razmere, poskušam to pogledati tudi iz stališča, kaj se je takrat zgodilo v času slovenske pomladi. Formalno se je zgodila demokratizacija, ampak spet je to tiste formalno. Ne. Veliko vsebine je pa ostalo odprej. In tudi zadnje čase sem vedno bolj zaskrbljen, ko pravzaprav ugotavljam, da tudi celo volitve, da jih je mogoče obrniti, nekako zgoljufati. Zadnji čas se mi vedno bolj dozdeva, nazadnje sem pozval preko Twitterja ljudi, naj sporočijo, če so doživeli kakšne zlorabe, kakšne nenavadne dogodke na voliščih, naj to čim prej sporočijo, naj spregovorijo javno o tem. In tudi glede tajnih služb, žal, ne čisto nič drugače. Verjetno se mogoče še kdo spomni, v tistem času je bila SDV, Republiška služba državne varnosti, UDBA, popularno imenovana, tako se je imenovala prej, v začetku, potem se je samo preimenovala, reorganizirala in nekateri, jaz bi rekel, kerelci danes govorijo, češ sej UDBE po letu od 60-ih letih sploh ni bilo več. Se rekel, pa ni res, samo malo se je reorganizirala, kot imajo južno bratje navado reči, isto stranje, drugo pakovanje. Zdaj malo bom lupam proletarski, se pravičujem, ampak takrat so SDV, se pravi, reorganizirali, bral sem tudi to knjigo Miha Brejca o tem vprašanju, vzpostavila so varnostno informativno službo, na to so, vem, kakšni problemi so bili vse skozi s tem in žal se tisto jedro, stari centri moči, pa imam čutek, da so se kar ohranili in še vedno obstaja tista lojalnost do teh centrov moči. Se pravi, ne gre za lojalnost do Republike Slovenije ter demokracije, njenih vrednot kot take, ampak gre za lojalnost do določenih oseb, ki so v času partije imeli zelo visoke položaje. In ravno zdaj sem pozval, kako je tovariš Milan Kučan prišel na prireditev Športnik leta in lepo v prvi vrsti nonšalantno sedel, ob njem so posedili Ilko Štuhec, pa gospod ministrica Maja Bakovec-Brenčič, in sem ob tem razmišljal, ja, to je pa športnik stoletja, kako je to slalom dobro vozil, še zdaj se povsod pojavlja. In je praktično videti to, koliko bi rekel dr. Granda, ne krona ni kralj Slovenije. In to je, vse iz tega izhaja potem ta problem s policijo, ostalimi službami, sodišči. Ravno danes sem prebral, da so gospoda, odnosno tovariša Fišerja oprostili zaradi zlorabe. In to je bil tisti tovariš, ko je takrat v tistih časih poskrbel za preganjanje dveh duhovnikov, samo zato, ker sta postavila nek križ na kraju, kjer so komunisti pobili nekaj ljudi, to je bilo nekje na območju Idrije, Cerkno. Toliko o tem. Gospod Kmetič, kot ste nam že poprej povedali, je služba sekretarijata za notranje zadeve na čelu s Tomažom Ertlom zelo budno pazila na vaše poteze in so vas bili pripravljeni iz družbeno-političnega življenja odstraniti kadarkoli in zato ne bi izbirali sredstva. Potem pa je le ta ista oseba, Tomaž Ertl, bil v letu 2009 strani takratnega predsednika Danila Turka državniško odlikovan. Kako gledate na ta nekonsistentna dejanja? Ne, to je v bistvu perverzno, kajti
če gledamo preko bivši sistem, bi nas oni verjetno tudi z lahkoto odstrajali, če ne bi režim preko ekonomsko in gospodarsko in moralno propadlo in se sesul. Ker vi morate vedeti, da pred našo stavko je bilo že cirka 1500 stavk, tudi zelo odmevna Litostrojska in zanimivo, kje živimo. Še par let nazaj je RTV preko te dogodke Litostrojska stavka obeležila kot spomin. Letos smo imeli 30-letnico, niti en medij ni o tej stavki poročal več nič. Skratka, agenda te mafije je, da polpreteklo zgodovino popolnoma zamoči, v zadnji se pa piše nova zgodba, tudi preko ta knjiga odslov, kar je del te zgodbe, ki govori, socializem je bil fajn, Jugoslavija je bila fajna, Slovenija, kapitalizem pa nekaj slabega, vmes je pa par troublemakerjev, ki smo pa ta dober socializem uničili. In to zdaj potikajo, odnosno, ko že mlade sprašujejo, ko pojma nimajo, govorijo, koliko je bilo fajn Jugoslaviji, a sploh ni nič res. No in v bistvu moramo pa tudi biti pošteni, da rečemo, 85. je prišel Gorbačov, začela perestrojka. Ruski imperij se je začel sesipati tudi zaradi vojne v Afganistanu, zaradi vojne zvest, ekonomsko je v bistvu propadel, bodila se je Poljska, Češka, Madžarska in to so naši komunisti videli. In tudi ključni moment je bil pa ta. In to je pa zdaj zanimivo. Ko smo mi zadnji kredit dobili 79. leta, ko je začela država propadati, so potem parkrat imeli ponovno kontakte z Mednarodnim denarnim skladom, ampak oni so dali pogoj demokracija, človekove pravice. In v prvih letih so rekli komunisti, vi pa že nam ne boste pamet solili. V 88. leta je pa ta znamenita preko sestanek Kučana v Tacnu za šefi UDBE, ko pa pravi, danes imamo v Jugoslaviji pogajanje z Mednarodnim denarnim skladom, če ne bodo uspešna, bomo uvedli vojni komunizem. Sprav, 88. leta, ko je cela Zahodna Evropa bila na višku blaginje, ko je vse preko laufal, bi mi uvedli vojni komunizem, sprav, ko v letih prve po drugi vojni, ko si dobil moko, maso, karkoli na karte. Kratka, ta pogajanja so bila že v teku, no in tudi ti mednarodni, preko posiljodajalci, so zahtevali uvedbo demokracije. Tako da oni so bili tle pod pritiskom, se pravi, Mednarodnega denarnega sklada, obenem je pa v Jugoslaviji, ker CIA je že poročala 1980 leta, da bo komunizem Jugoslavija propadla in je bila, rekel, interes tujih medijev je bil zelo velik. Tudi dogodki na Kosovo so se začeli že v 80. leta in bilo tudi v Sloveniji veliko tujih novinarjev, tudi ta stavka 87. v Litostroju je bila že opazovana strani tujih medijev, tudi Tomšič imamo veliko preko teh intervjujev z Špiglom, z nemškimi časopisi, ameriškimi in tako naprej. Mi pa tudi v bistvu smo že, rečemo, ko smo najavljali stavko, sem jaz lahko to povedal, stavkovne zahteve po Valu 202, po Radio Študent, prav kup teh medijev je bilo v tem momentu takrat bolj odprti, kot so pa danes. Danes v bistvu imamo medijski prostor bolj zaprt kot takrat. Tako da oni tudi, če bi zdaj hoteli, niso več imeli tako proste roke v smislu preko fizičnega likvidacija ali karkoli, kot pa mi može še par let pri tem, ali če bi bili ekonomsko močni. Kajti tle pa zdaj najnovejša informacija, ki je zelo pomembna tudi za javnost, zadnjič berem intervju z enim ameriškim novinarjem, ki je bil 86 leta v Beogradu, opisoval propad Jugoslavije in je on povedal, to sem pa že prej tudi zvedel, ampak nikoli nimam te potrditve, ker to se zapira pri nas. Te dokumenti v bistvu o ekonomskem propadu Jugoslavije danes v arhivih pa to je se zbrisano, ker je bilo kao vse fajno. No in oni tam govorijo, da smo dobili pa 83. leta na suho en denar, ker bi rekel, že 83. leta Jugoslavija propadla. Tako gnil je bil ta v bistvu jugoslovanski režim in nesposoben lastnega preživetja, ker je bil vedno navajen, da je doboval nekje pomoč. Ali ameriško po vojni UNRO, vojaško, ali potem v obliki pšenice, hrane in tako naprej. Nikoli ni bil sposoben samostojnega življenja, razen kot so rekel 74, ko smo dobovali denar od zdomcev pa od tujih kreditov. Skratka, tle je bila tudi sreča naša o tem, oni bi nas verjetno, ker to je bilo pa tudi zanimivo, ker mi pravijo moji kolegi, ljubljanski, rečemo, stavkovni odbor, mu je pravil en udbuc, je rekel, veš, 18 imamo zapisanih, samo čakamo komando, da vas bomo zaprli.
Tako da oni so, vse se nas prešleta, vsi smo bili, rekel, observirani, samo čaka se komando, da ta komanda pride in zgodba je jasna. No je pa zanimivo, ko pa Sloker opisuje to, ne, in Sloker pride pa kot generalni direktor do Ertla, ne, in pravi, veš, mi sem problema z mojimi strojevodi, ne, da mi ti pomagati. Se pravi, en direktor pride k šefu policije, da naj policija ukrepa, na kar mu po knjigi odgovori on, da imajo pa oni dovolj svojih problemov in da naj on lastne probleme rešuje. Je pa dejstvo, če gremo zdaj pa to zgodbo, ne, to lahko potem še nadaljevanju, da leta 2009 ob 20-letnici mitinga Resnica, ki smo ga v bistvu preprečili mi železničari, ne, dobi Ertl, ne, potem medaljo, ker naj bi on to preprečil, ob tem, da je potem gospod Krkovič komi izsilil od danega predsednika Tirka, da je v tistem govoru, ki ga je ob 20-letnici omenil, z 2 stavkoma železničarje. Skratka, tle se vidi, da stare strukture še v celoti obvladujejo to slovensko družbo. No, poleg vsega ste svojim požrtovanjem delovnim bojem za delavske pravice, gospod Kmetič, preprečili tudi, kot ste malo prej omenili, tako imenovani miting Resnice, ki ga je takratna zveza komunistov pod vodstvom Slobodana Miloševića in ob tihem odobravanju slovenske komunistične oblasti želeli leta 1989 prirediti v Ljubljani. To sta bili 2 veliki dejanji in me zanima, kdaj ste se pričeli zavedati, kako velik met vam je dejansko s tem 2 pogubnima dejanjima uspel. No, mislim, ti dogodki, rečemo, od 87 leta naprej, govorimo zdaj in za Jugoslavijo in za Slovenijo, so bili izjemno skoncentrirani. Ni bilo dneva, da ne bi bilo v medijih šokantne novice, ko nas je vsaka novica nas je že bolj pretresala, ko nismo več vedeli, kaj se bo jutri že naredili. Ne? No in med njimi tudi ta famozna zgodba teh mitingov. To je pa tudi zanimiva zgodba, kako je do tega prišlo. Ne? Kajti 80. leta v bistvu so se začeli na Kosovo upirati, ne? Sedaj je bila Kosovo avtonomna pokrajina, ki je žrla ogromno denarja za nerazvite, ampak gor je bilo v bistvu albansko vodstvo. Tam so bili Srbi v manjšini in dokler je bila to avtonomna pokrajina, so v bistvu zvezdna vlada niti ni mogla tukaj vpletati v njihove odnose. 87. leta pa slučajno pride dol Milošević, ni bil niti vabljen, in bomo pride Stambolić, ampak on je nimel časa prišel. In v tistem domu kulturnem so mu Srbi govorili, kako jih Albanci zatirajo. No, v zunaj so bili pa albanski miličniki, pa veliko Srbov, ki niso mogli not prijeti. Tam je potem prišel glas do Miloševića, da ti albanski miličniki tepejo Srbe. On je pa takrat pred kamero povedal znamenite besede, ki so v bistvu na en način uničile državo. Niko ne sme, da vas bije. On je čez noč iz navadnega partijskega aparačeka, ki je lezel po tej lestvici na račun svoje žene, ker je bila hčerka od tistega Markovića, ki je bil močan partijski funkcionar, postal tudi popularen. In on je začel prvo rušiti Beogradsko partijo, potem je Srbsko partijo zrušil, potem je pa tudi zrušil obe avtonomne pokrajine s pomočjo mitingov, ki so prvo nastali spontani zaradi ogrožanja Srbov na Kosovo, potem so bili pa vodeni od njega in tudi obilno podprti z denarjem. Ti mentikaši so imeli frej službo tisti dan, dobili so dnevnico, potne stroške, pa kup logističnih podpor. No in v bistvu njemu je v 2 letih uspelo zrušiti črnogorsko vodstvo, vojvodinsko vodstvo, kosovsko vodstvo in je on imel že polovico države pod komando. In je rekel marca meseca 89. leta, ko je Srbska skupščina sprejela zakon mimo zvezdne ustave, ki je prepojila kar obe avtonomne pokrajine, naslednje pa na vrsti Slovenija. No in takrat se je pa začela zgodba, to pa sopada za ustanovitvijo našega sindikata in takrat so prihajajo tudi v Slovenijo hrvaške strojevode, pa iz Bosne pa tu, ker so hoteli narediti to zgodbo našo slovensko tudi dol, in mislim, v bistvu bil njihov inštruktor, se jim pomagal ustanovljati te nove demokratične sindikate. In prvi miting je bil najavljen že za marca meseca 89. Ampak takrat ga ni bilo, ker ga niso uradno prijavili. No, naslednji potem, ki mogel biti pa decembra meseca, smo mi potem imeli tiskovno konferenco, na katero je prišlo 30 novinarjev iz cele Jugoslavije, 5 televizijskih kamer, in mi smo takrat celi jugoslovanski javnosti povedali, da teh vlakov pa ne bomo vozili. No in 2 dni po tistem je potem vodstvo tega mitinga, ki se je imenovalo Božur, to je po eni kosovski roži, ta miting odpovedala. Tako da zanimiva bo zgodba čez 2 leti, ko so odprli beogradski arhivi,
ko bomo dejansko videli na osnovi čega so oni potem ta miting odpovedali in tam bomo lahko tudi vsem tem bolševikom v Združenem Sever pa to zaprli usta, ko se hvalijo z dogodkom, ki ga ni bilo. Ogromne denarje na ta način trošijo, pripenjajo se medalje, mislim, to je najbolj perverzno, pripenjajo se medalje za ene stvari, samo da bo čez, 50 let, rečen, Demosa ni bilo, osamosvojitelja ni bilo, partija je naredila slovensko državo. To so zdaj te finte v ozadje, ker oni delajo tiho in na dolgi rok. Kako pa vi, gospod Blanšič, gledate na vsa tri dejanja, kot jih je že poprej opisal gospod Kmetič? Kakšno vlogo v razvoju države so imeli dogodki, kot je bila stavka leta 1988, preprečitev mitinga resnice leta 1989, ob tem je potrebno poudariti tudi dejstvo, da je bil na koncu človek, ki je dejansko izvajal represijo nad borci za delavske pravice leta 2009 celo nagrajen. Ljudje, ki pa so se borili za svoje pravice, pa so tako rekoč pozabljeni v splošni zgodovini. Se vam to nekako zdi normalno za zdravo demokratično družbo? No, nikakor. Rekel, jaz lahko povem svoje, lahko svojega vidika, kako sem doživljal tiste čase. Prosim. Ja, spomnim se tega mitinga resnice, precej nekega strahu, negotovosti je bilo. Si rekel, kaj pa bo zdaj, bomo dobili cel kup tistih Srbijancev, kle v Ljubljano, kaj nas čaka, ne vemo, vse potem je bilo, hvala Bogu, odpovedano, in takrat, vem, sem še gledal fotografije, da se jih je izbralo samo nekaj, pač vseeno, če bo miting odpovedan, nekaj teh ljubljanskih jih je prišlo, in sem gledal tiste posnetke, sem celo kakšen znan obraz ojel notri. Vem, da je bil v civilu, se je tam nekje ob strani malo pritajil celo Paroh, takratni Pena Boškovič. To sem na lastne oči videl, ta posnetek, in lahko garantiram, da je bilo temu res, je bilo pa skoraj teh miličnikov, skoraj večkrat pa teh mitingašov, pa novinarjev, cel kup. Eden od teh protestnikov je pa imel napis, tu je še vedno Jugoslavija. Jaz sem se moral temu nasmihati, to sem že takrat videl. Dejansko pa država kot taka se je sesumala sama vase, lahko povem mogoče mladim rodovom za ilustracijo, žal nima nobenega bankovca s sabo. Namreč leta 1985 je v obtok prišel novi bankovec, najbolj vreden v tistem času. To je bil se podobo Josipa Broza Tita, tak vijoličen je bil, to je bil nek nov dizajn. Prej so bili samo tiste tisočake, 500-take z Nikola Tesla in to, ki mi je že vrednost krpko padala, Tam imamo na eni strani Tita, na drugi strani jajce, In to je bilo pravzaprav zanimivo videti, kako je 3 leta kasneje to postal samo še drobiš. To je bil 5000-čak in mi smo mu rekli, zaradi starega, ker je bil to že denominiran, leta 65 so mu starejši rekli 500 jurjev. Čeprav ni bilo tako, ampak potem je že 87 je že prišel 20 000-čak z nekaj rudarjem gor iz Bosne, pa je bo že za 50 000, pa za 200 000, pa je bo že za skoraj za milijon, Potem je pa Markovič naredil takrat začetka leta 90 tisto slavno denominacijo, ko je naredil menjavo 1:10 000, to pomeni, da je 10 000 starih dinarjev postalo 1 dinar. To pomeni, da so pare uvedli na novo in je tudi vezal na tečaj šilinga, da je bilo 1:1, proti nemški marki 7 šilingov ali dinarjev za 1 marko nemško, takrat, če ni bilo evrov. No, vemo pa, da je, jaz sem si zapomnil to, kako je ta tečaj zdržal. Ob menjavi dinarjev v tolarje pri nas je bilo to razmerje, mislim, da 1:32, se pravi 32 dinarjev odnosno tolarjev za 1 marko. Seveda, da naša valuta ni bila seveda še stabilna, še dolgo časa, ker 1 marka je bila potem na koncu že vredna 120 tolarjev, se pravi 1 evro pa 2 marke, to pomeni nekje 240 tolarjev za 1 evro. To, da boste imeli predstavo, kako je to laufalo, ker mi smo se morali v tranzicijskem času, se je moralo gospodarstvo še stabilizirati, bila je huda izguba južnih trgov, na zadnje se je nekako nekje to poštimalo. No, hočem pa reči, v tistem času te dogodki, ki so se zgodili, stavka strojevodi, jaz bi rekel, da je bila prelomnica psihološka, predvsem tudi, ker takrat so šle pa zadeve, so bile tako že zavožene, da so rekli, nimamo kaj več zgubiti, tudi če umremo. In so rekli, poskusimo, kar bo pa bo, koraka nazaj ni bilo več. In jaz sem bral
ko sem bral te zapiske, ko sem delal knjigo, ne, so mi šle glase po konci. Ko tisti dan, 27. december je bil to v jutranjih urah, še večer prej, so še poskušali priti do vodstva železniškega gospodarstva Ljubljana, da bi se vendarle kaj dogovorili. Čeprav je bilo že odločitev, da stavka definitivno bo. Zdaj na koncu je bilo ob 6:30, to je bilo ponedeljek 27. decembra, je kot svetega Janeza Evangelista, je bil 6:30 je bilo definitivno začetek stavke. To sicer pomeni, da so vlaki, ki so peljali prej, so zvozili do končne postaje, vsi nadaljni pa niso vozili več. In to je res, jaz bi rekel, to je bilo zelo pogumna odločitev. Jaz se moram postaviti, če se postavimo v kožo teh strojevodij, ne, bi rekel, jaz bi bil, jaz ne vem, ali sem karakter, da bi zdržal ta pritisk, ne, kot je bilo res korak naprej, kot je bila prva vnaprej napovedana stavka. Če pogledamo, Litostrojska je bila že politična prelomna, je bila pa spontana prekinitev dela, ne. To je bila Litostrojska stavka, bila tudi potem osnova za ustanovitev socialdemokratske stranke. Ampak tu je bila pa prva naprej napovedana stavka, ker bo tam že, takrat se je že pisal zakon o stavkah in je celo, to je Slavko potem povedal, pa tega v knjigi ni, kako je nekdo sam pričeval, da ga je Kučan nahrulil po telefonu, zakaj piše ta zakon. Ne? In to je, in zaradi tega, v tem je prelomnost tega dogodka. Ne? Kar se tiče sicer mitinga resnice, ne? Jaz bi rekel, da je Milošević je začel pač svoj pohod, najprej v Beogradski mestni partiji, ko je ruknil dol Dragiša Pavloviča, se mi zdi, potem je to začel širiti, potem je celo lastnega Botra Stamboliča, na koncu je začel Vojvodina, Kosovo, Črna Gora, in potem smo prišli na vrsto mi, čeprav mislim, da je bilo to bolj, ta slovenska zgodba je bolj poizkušal, bolj eksperimentiral, da je videl, kako se bo vodstvo odzivalo, ker Slovenija, morate vedeti, je bila edina Jugoslovanska republika, ki je mejila na dve zahodni državi, na Avstrijo in Italijo. Je bila pa hkrati tudi edina Jugoslovanska republika, ki ni mejila na Srbijo. Edina, ne? To pomeni, geostrateško smo bili Slovenci postavljeni zelo gor, stran od Srbije, tako da mislim, da se je Slobodan Milošević že malo zavedal, ker so se že v začetku 80 dogajali neki odpori proti centralizmu, spomnimo se skupnih jeder, pa potem tudi poskus sprejem ustavnih sprememb Kardeljeve ustave. Kot vemo, je Kardelj z veliko težavo to ustavo pripravljal, ker ni bil prepričan vase, Tito je ni hotel ne podpisati, podpisal je predsednik skupščine Mika Špiljak, se mi zdi, da je bil, in ni bil prepričan več v ta svoj projekt, kaj bo iz njega, ne, in ko je Tito umrl, centralne autoritete ni bilo več, edino še Jugo armija ostala, ne. To je v bistvu ta tragika in seveda so se centralisti odločili potem, da bojo mogli spet bolj centralizirati to državo, ne, da bi obstala in seveda se je potem naši skupščinski delegati takratni so lepo uprit temu dvignili svoje tace, niso se kaj dosti zadrževali, potem se je pa zbudila tudi ta civilna družba iz Društva slovenskih pisateljev, pa tudi sociologov, da so pripravili ustavni predlog, tako imenovane pisateljske ustave. To je bilo v bistvu narejeno na podlagi tega slovenskega nacionalnega programa. Je v bistvu nekoliko spremenjena verzija te ustave zdaj v veljavi, je bila sprejeta na prvo obletnico plebiscita. Še leta takrat so se partijski aparačiki malo zbudili in konec septembra 1989 izglasovali te ustavne amandmaje k tedajni republiški ustavi. To je, jaz bi rekel na tej podlagi, bi rekel, da je Slovenija bila preizkusni teren, preizkusni zajček, zato kako se bo, in na nek način je tudi Milošević naredil veliko uslugo Kučanu in njegovim, ker je njim konflikt prišel zelo prav, ker slovenski komunisti so vedno mečkano hoteli držati neko svojo linijo, normalno tudi so, Kučan je bil zelo projugoslovanski, imel za mentorja Staneta Dolanca, bili so Maček, še eden njegovih mentorjev je bil bolj feudalec, bolj na svoji zemlji popit, s katerim Kučan Madej ni bil ravno v najboljših odnosih, je bil tudi se bolj držal svoje republike. In seveda
Milošević je vedel, da ne bo šlo zlahka, ne bo šlo zlahka in komunistom je pa ta konflikt prišel pri nas zelo prav, ker so s tem pridobili na popularnosti, mi branimo svojo zemljo in so se naredili frajerje. In takrat tisti kongres v Beogradu, če se ga spomnite, v začetku leta 90, to je bilo januarja, je bilo ravno v času tekmovanja Zlate lisice v Mariboru, ker tedajni predsedstvo SFRJ Drnovšek je šel raj na Zlato lisico in ni prišel na partijski kongres. In tisti kongres je zelo komunistom prav prišel, ker so bili čez 3 mesece že volitve in so seveda med posamičnimi strankami je tedanja SDP, Zveza komunistov Slovenije, stranka demokratične prenove, je bila med posamičnimi strankami prva. In tako da je imel Demos pravzaprav veliko srečo, da so te demokratične stranke nastopile skupaj in dobile mandat za sestavo vlade. Ker to res ni bilo enostavno. Dobro, toliko za enkrat, da ne bi preveč utrujil. Glede na vse poprej navedeno, pa me zanima, kdo je po vajem mnenju kriv, da se takšne anomalije še vedno lahko dogajajo v družbi, ki bi morala pravo demokracijo živeti že polnih 26 let. Je to morda šolski sistem ali morda večja angažiranost mladih v družbeno-političnem življenju ali kdo tretji? No, moje mnenje je recimo, da je za to odgovoren vsak posameznik, ker v poplavi informacij ne zna vse informacije postati skozi sito in izlušiti le tistega, kar se mu zdi normalno po zdravi ljudski pameti. Zdaj mogoče najprej ljudski pameti. Ja, sej, tle, moram še dopolniti Gašperja, za razumevanje današnje zgodbe je to pomembno, ne? Kajti, kot sem že prej rekel, ne, vojska, to je bila edina vojska v vzhodni Evropi ali v komunizmu, ko ni upoštevala ali pa spoštovala ali obogala političnega vodstva. Partije, tako je. Ne? In je v bistvu tle bila čudna zgodba, se pravi, na eni strani zdaj vzpon Miloševića, ki ga vojska še ni priznavala, na drugi strani silna želja vojske, da bi Slovenijo, pa tudi delno Hrvaško, pokorila, ker jih je motila ta demokratizacija, tudi mladina, če hočete, pa ti mediji. In tle so bile non-stop pritiski na predsedstvo, da se uvede izredno stanje. Pri nas se premalo poudarja dogodek iz 12. na 15. marec 91. leta, ko je generalštab zahteval od predsedstva, da jemo sejo predsedstva v generalštabu. To so zdaj spomini teh članov predsedstva in oni bi pa rabili po zvezdni stavi 5 glasov, da so uvedlo izredno stanje, da bi so pa samo 4. In ta Bogičević, predstavnik Bosne, ni hotel glasovati ob tem, da so mu ponujali 1 milijon frankov v švicarski banki, pa vilo v Sarajevu, on je odklonil in ker je odklonil, potem bi navadno kloša, rebež, celo živel v Sloveniji. Ampak zakaj to govorim? Kajti ta država, po eni strani silna volja JLA-ja, vi morate veriti, da je v zadnjih 5 let vojska dobovala 20% zveznega proračuna. Danes je problem 1% za slovensko vojsko, takrat smo delali pa 2%. Kljub temu, da je vse propadalo, oni so svoj kolaž dobili praviloma iz primarne emisije. 1000% inflacija, 50% je bilo račun tega, ker so iz primarne emisije, ko sploh ni šlo v normalni finančni sistem, da je denar vojski, pa še enem. Zadeva je bila skrivna, ampak po drugi strani, pa spet zvezna vlada, pa pritisk mednarodne skupnosti, ko so rekli, ja, mi smo za Jugoslavijo, ampak na miren način. In ta zgodba z mitingom je bila tako, ker če bi vojska to posegla, potem bi verjetno tudi Zahod rekel, ko se pa gledate, ti pa zdaj vojni udar, to pa že več ni normalno. Če bi pa preko mitinga to rušili, bi pa rekli, pač ljudje so to zgodili, odnosno je pa zgodba padla. No in v bistvu pri tem mitingu, to danes vemo, je v zadnji stala tudi vojska, kljub temu, da je našim predstavnikom ustrajno zatrjevala, da s tem mitingom nimajo nič. Tako da tle je bilo ogromno enega sprenevedanja, laži, hinavščine, tudi prevara, če hočete. No in zdaj, ko je pa prišel do slovenske osamosvojitve, po, rekel, neverjetnem čudežu in spletu mednarodnih okoliščin, predvsem zaradi, rekel, slabosti Sovjetske zveze, ker ni bila več tako močna, kot je bila še pred leti, to sem že prej povedal, mi državo smo dobili, tudi zaradi tega, ker je pač Demos zmagal, ampak vse strukture in pa vse ostalo nedotaknjeno. Ker vi morate vedeti, da v bistvu kak preverzen sistem smo imeli devizni sistem. V bistvu dobovali smo devize iz tujine, odnosno naših stomcev, ampak doma devize pa nisi smel imeti. V banki si jo lahko imel, če ti bi slučajno nekdo ustavil, ko bi v banki vložil devize, ti jih leka zaplenijo, pa kazen plačaš. Če se bi prišel domov v stanovanje,
po drugih zadevah pa naj devize si kazen plačal. Ampak ključno funkcionarji so te devize imeli. Hočem reči, ljudi so navadili na katastrofo. V tem smislu, da nič, kar je normalnega, pri nas je nenormalno. Ne? Vsi smo sprejeli to sprenevedanje, pa to hinavščina, pa to laž. Ne? In ta zgodba se je vlekla in več smo se osamosvojili, mi smo imeli devize v banki pa deviz ni bilo. Če danes imamo probleme, ker moramo Hrvatam plačevati, ker potem za Slovence so te devize najdli, ne? Za Hrvata pa nismo. Kako preverzen bil ta sistem. Ne? In zdaj, v bistvu, ko smo to naredili, ne? Demos nijemo za sabo ne vojske, ne policije, ne materialne baze, ne bank, ne? Ampak je bila to skupinica posameznikov, ki je pač sestavila vlado. Ko je to razpadlo, so oni v bistvu to prvo sicer previdno, potem pač zdali bolj arrogantno prevzemali oblast in danes je to jasno kot beli dan v bistvu, zakaj se gre. Je pa res neki, ne? Da ta zgodba gre zdaj navzdol po leta 2008. 2008 ta Slovenija šla še enim normalnim potem naprej. Prišli smo v Evropsko unijo, NATO, zveza, od naprej. Po leta 2008, odnosno po padcu Janševe vlade, gre pa zadeva strmo navzdol in kje se bo to ustavljalo, kako se bo ustavljalo, mi pa ni jasno. Ja, tle bi še dodal, se spomnim na eno zadevo, ki sem jo zadnjič slišal od Janeza Janše, kako sta se v bistvu Kučan in Milošević, ki se v bistvu nista bila sovražnika, sta bila kar zaveznika. Ja, to so hinavšne bila pa to. Ja, veliko so znali igrati vedno, da so se zunanje prepirali, a ne, tako za kulisami so se pa lepo trepljali po ramenih. To smo videli tudi takrat, ko so se Janez Stanovnik in Danilo Turk pred volitvami za potrebe PR-a lepo malo udarila pred kamerami, pa to vse skupaj ni bilo nič, no, glavnem, Milošević in Kučan sta v bistvu sklenili nek tajni sporazum o bankah, tudi to, kar je pregovorilo, da so vse samostojne bančne enote, ki so postali derivati teh matičnih bank, postale samo še podružnice. To pomeni, od Ljubljanske banke je recimo Zagrebška hčerinska družba postala samo še podružnica centrale v Ljubljani. In to je v bistvu zelo tudi otežilo kasneje pri tem vračanju teh deviznih prihrankov hrvaškim varčevalcem. To je treba vedeti. To je ena zadeva. Zdaj, če sem namoteno vprašanje, kdo je zdaj temu kriv? Ja, mi vsi rečemo, najlažje sicer vedno reči, komunisti so krivi, saj so res. Ampak, krivi pa so mogoče tudi sami nekoliko, ker smo to dopustili, ker so bili mogoče preveč naivni, ker mogoče kakšnih stvari nismo vedeli. In še danes jaz opozarjam... Nevednost. Ja, ravno danes sem preko Twitterja sem mogel Bojanu Brezigarju eno zadevo nazaj zabrusiti. To je tisti iz Trsta, ko bi na zunanjem ministrstvu tudi prej bil urednik Primorskega dnevnika, ker je nekako pohvalil Forum 21, češ, da so to res to ljudje, ki podpirajo samostojnost Katalonije. In sem mogel potem razložiti, da ne verjamem, da gospod Kučan iz nekega zelo humanističnega prepričanja podpira to samostojnost. Sem rekel, naj Katalonci v miru grejo na plebiscit in o tem odločijo, brez vmešavanja španske vlade seveda, bomo pa videli, kakšno bo potem stanje. Ker to je veliko nekega sprenevedanja. In to je v bistvu mogoče, ker se jaz sem upozoril, kako nekateri hodijo na te shode Foruma 21, da tam lepo govoričijo in se delajo, kot da so mi neka normalna država, z normalno levico in desnico, ker ni res. Jaz se zato izrazim, kot so levica in desnica, rajš izogibam. Pri nas imamo totalno asimetričnost, tako imenovana levica, kakor ji rečemo, to je pravzaprav samo neokomunistična nomenklatura, mi imamo nek pozni socializem, ta nomenklatura ima v rokah vse družbene podsisteme in jih kontrolira volitve, ima pravzaprav tako močna oblast, kot bi recimo, če bi bili v Nemčiji, pa ne bi bilo tega očiščanja nacizma. Pa bi si nacisti rekli, ok, bomo mi desnica, vi demokrati boste pa levica. Ampak oblasti pa ne damo, imamo svoje kadre, imamo v sodstvu, imamo v šolstvu, imamo v medijih, to je vse naše, vi lahko greste na volitve, kakor če, ampak mi bomo vedno zmagovali.
pa se lahko po trepalnicah mečete. Tako nekako hoče to karikirati, da te razumeli, kaj se to dogaja v tej naši državi. Ker zato pravim, ne biti naivni, da imamo neko normalno državo in zdaj, meni je velika škoda, ko opozarjam na neke tako imenovane psihološke spine, psihološki nadzor volivcev in kako so recimo pred zadnjimi predsedniškimi volitvami Šarce so vplete zato, da so preprečili, da bi Romana Tomc prišla v drugi krog. Samo s tem namenom. Potem se pa nekateri norce delajo, češ, zakaj take treparije piše na unos, rajšnje se ukvarja s tem, zakaj je desnica v navednicah toliko malo dobila. Sem rekel, seveda je malo dobila zaradi vaše naivnosti. Tako da moramo se najprej začeti zavedati, da so te izrazi lahko zelo problematični, ker izraz desnica je bi rekel, očeh in ušesih poprečnega Slovenca je to slabšalni izraz. Desnica je za nekoga neko izkoriščanje, neko konzervativizem. Kapital v bistvu. Kapital, pa v bistvu vemo, kdo ima kapital. Kapital imajo pa te kaviar socialisti in jaz rečem kaviar socialisti in tovarišijski kapitalisti, ki v bistvu ne upoštevajo konkurence, ne upoštevajo svobodnega trga, ne upoštevajo niti prava, nič od tega. Oni jakajo samo na svojem privilegiranem položaju in ustvarjajo neko umetno iluzijo normalnosti. Zato, da vsi ljudje rečejo, oni so desničari, so pa sami krivi, sami so krivi za ta svoje, ker so luzerji. In to jaz poslušam že 20 let. Tako da bi rekel, začnimo malo razmišljati o tem. Tle moramo vedeti, kako je partijska država zgrajena. Prva plast je državni aparat, druga plast je partijski aparat, tretja plast je pa tajna policija. In tajna policija nadzoruje in državni aparat, in partijski. Šef tajne policije je pa vrhovni šef partije. Samo on je nad tajno policijo, vsi drugi, tudi člani partije pod tem. In zdaj, če smo mi imeli v bistvu 5 DPO-jev, so 3 DPO-je šli v stranke, se pravi partija, Socialistična zveza Mladina, so danes nove stranke, 2 DPO-ja sta postala pa močna civilna družba, to je pa sindikat, pa borci in preko iste zgodbe obvladujejo naprej, ob tem, da je pa v bistvu kapital trdne v njihovih rokah. Nimaš kaj, stvar deluje. Pa bi se dotaknila še enega poglava, ki ga omenjate v knjigi in katerega bi se morali vsi delavci še kako zavedati. Gospod Kmetič, vi ste bili ustanovitelj prvega pravega sindikata pri nas po drugi svetovni vojni. Ustanovili ste sindikat strojnega osebja Slovenije in Istre. Pa me zanima, ali se vam zdi, da se danes sindikalni zaupniki zavedajo, kaj vse ste morali takrat prestati, da ste ustanovili prvo neodvisno sindikalno gibanje in tudi oni delajo v tej smeri, ko ste delali to vi takrat ali premnogokrat se zastopajo druge interese. Moje osebno mnenje je, da je sindikalno gibanje pri nas v veliki meri izgubilo kompas in zato ljudje enostavno izgubljajo zaupanje v njihovo delovanje. Ne, razen železniških sindikatov, pa mogoče še Fides, mi potem pravega sindikalizma nikoli nismo imeli. Ker to sem že parkrat razlagal, v bistvu v tistem valu nezadovoljstva od leta 86 do 88, ko je bilo ogromno teh prekinitev dela, bi lahko postali, ker teh prekinitev dela ni vodil partijski sindikat. Partijski funkcionarji so bili vedno ob strani, odnosno, ko je prišla potem partija v firmo, so sindikalisti bili na strani partije proti lastnemu delavstvu. In tisti delavci, ki so se izpostavili, da so v bistvu se pogajali z sindikati, pa to dobili tako niso nič, ker je to inflacija vse izničila, tudi če so dobili nekaj, pa niso dobili nič, ampak ko je pa, zgodba padla v smislu partijske države, so se pa ti, partijski sindikati kar naenkrat čez noč spremenili v Svobodne sindikate Slovenije in proti temu so začeli politične stavke. V firmah pa nikoli niso zgradili močnega sindikalnega gibanja, kljub temu, da so oni so danes člani vseh teh mednarodnih sindikalnih gibanj. Točno vejo, kako deluje sindikat v Nemčiji, v Avstriji, v Angliji pa to, a nič od tega ne naredijo. In skratka, danes sindikatov, ki bi morali zastopati delavstvo ob tem, da bo prihaja danes kapital raznega izvora
in kapital ima eno veliko moč, delavec je proti njemu nemočen in je edina možnost pravna država pa sindikat, ne, pravna država nimamo, sindikata tudi ne in dejansko danes delavci vidijo, da so goli in bosi pred tem in tujci se danes tako samo smejijo, ko imajo sorazmerno dobro izobraženo delovno silo, ki jih plačujejo drobiž, ne, ker ni sindikatov, ki bi si izborili večjo plačo. Samo za lani je podatek, da je bilo v tej državi 1,4 milijarde čistega neto dobička. Delavci pa tega nimajo nič. Ne. In danes stavka je samo javni sektor proti politiki, vladi, politika pa zopet mi nimamo. Ne. In to je perverzna, to je najbolj perverzna zgodba, ki se lahko naredi. Prvič, da je javni sektor za 30% bolj plačan kot privatni, ob tem, da je tam varnost delovnega mesta zagotovljena skoraj v celoti, tam nič, ne, plača pa tudi stran. Mi, v bistvu demokracija, da lahko deluje, poleg vseh stvari, ki smo prej rekli, mora imeti tudi močno civilno družbo, stebr civilne družbe bi mogli biti pa močni sindikati. In mi sindikalizma, sindikatov danes nimamo. Konkretno moja žena, ki je bila v Nemčiji, dela v nemški firmi, gor ista firma, ampak tam je delavec spoštovan, ne upa noben nič narediti, ne. Tle pri nas pa, ker so domači, v bistvu kapoti, Slovenci, ne, pa delavec ne pomeni nič. Ne.